Minuli petek je bilo v Murski Soboti zelo slovesno. Potekala je namreč prireditev ob odprtju elektrificirane proge Pragersko-Hodoš. Posodobitev železniške proge na odseku Pragersko-Hodoš je bila ena od prednostnih nalog pri vzpostavitvi konkurenčne železniške povezave z vzhodno Evropo. V tem okviru smo sledili predvsem cilje, da zagotavljamo na tem omrežju, torej, da izpolnjujemo zahteve evropskih TEN-T standardov za železniško omrežje, kar pomeni, da je treba zagotoviti torej, ustrezno nosilnost teh prog, elektrifikacijo, zagotoviti ustrezno sposobnost za ustrezne dolžine vlakov, posodobljeni so signalno-varnostni in telekomunikacijski sistemi, hitrost vožnje je torej najmanj 100 km in tako naprej. Skratka, vsi ti projekti so se odvijali. In zdaj, če pogledamo podrobneje, kateri so ti projekti bili, seveda največji in najpomembnejši je ta projekt, ki ga pravzaprav njegov zaključek obeležujemo danes, to je modernizacija nadgradnja proge od Pragerskega do Hodoša. Potem so pa tukaj še določeni manjši projekti, kot je modernizacija proge med Slovensko Bistrico in Pragerskim, potem na odseku Dolga Gora-Poljčane, in tudi na tem odseku med Koprom in Divačo. Skratka, na vseh teh odsekih so se izvajali ti projekti modernizacije. Na celotnem omrežju pa so pravzaprav potekali tudi projekti te posodobitve, torej signalno-varnostnih telekomunikacijskih naprav, saj se je na tem koridorju, torej po celotnem koridorju izvajal projekt ETCS sistema, po celotnem slovenskem omrežju pa se je pravzaprav tudi vzpostavil sistem radijske mobilne komunikacije GSMR. No, če zdaj torej majhen bolj podrobno predstavim ta projekt, ki ga danes obeležujemo, Pragersko-Hodoš, gre, kot rečeno, za največji projekt pravzaprav v tej minuli perspektivi in tudi enega največjih projektov, posamičnih projektov po izgradnji torej slovenskega avtocestnega omrežja. Njegova vrednost je bila dobrih 465 milijonov, od tega je bilo 207 milijonov evropskih sredstev. V okviru tega projekta se je seveda izvedla nadgradnja, tako da proga omogoča hitrosti vlakov do 160 km/h, izvedla se je elektrifikacija, kar je zelo pomembno, na ta način so se skrajšali potovalni časi, ukinili so se številni in uredili številni prehodi preko železniške proge in v okviru tega se je tudi izvedlo preko 40 km cestnega omrežja, se pravi novih cest, se pravi poleg 109 km same nadgradnje proge smo uredili še 40 km novih cest. Na tem odseku se je seveda tudi uredil ta GSMR in ETCS sistem. Tako da kar gremo naprej. No, ti sistemi signalno-varnostnih sistemov in vodenja prometa so se pravzaprav uredili na tem, kot rečeno, celotnem koridorju jedrnega omrežja. Vrednost tega projekta je bila dobrih 50 milijonov evrov. Naprej. To je projekt GSMR, slabih 150 milijonov evrov njegova vrednost. Tukaj v okviru tega projekta se je, se pravi, nadgradil ta stari analogni sistem s tem sodobnim radijskim digitalnim sistemom komunikacije, kar omogoča torej boljšo komunikacijo med vlaki in ostalimi sistemi, zagotavlja večjo varnost prometa. Po celi Sloveniji, skratka na celotnem omrežju, so se postavljale te bazne postaje, ki torej omogočajo delovanje tega sistema. Kako pomembne so takšne naložbe za Slovenijo, pa je povedala ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj. Vsi projekti so prispevali k zmanjševanju razlik v razvitosti regij. To je en ključnih motivov. Drugi prispevali so k bolj konkurenčnemu nastopu slovenskih podjetij. Prispevali so k bolj inovativnemu pristopu, ki ga nujno potrebujemo, če želimo imeti dolgoročen razvoj. Veliko prebivalcev je dobilo dostop do čiste pitne vode, do kanalizacije. Začeli smo izkoriščati tudi čezmejne podjetniške potenciale, usposabljali smo se. V glavnem cel spekter stvari,
ki vse skupaj imajo en cilj in to je, da želimo ustvariti boljše življenje za vse nas. Samo na kratko, tiste mogoče mejnike, ki meni na nek način največ pomenijo, ko govorimo o dosežkih. V prejšnji perspektivi smo v Sloveniji ustvarili preko 50.000 delovnih mest. V investicije v vse oblike znanja smo vključili preko 600.000 ljudi. To je kar velika številka, če pogledate, da je vseh Slovencev samo 2 milijona. Z neposrednimi subvencijami smo podprli preko 3.000 srednje in malih in srednje velikih podjetij, zato da so lahko postala bolj konkurenčna. Spodbudili smo kar za 1,75 milijard zasebnih vlaganj. Zagotovili smo novo raziskovalno infrastrukturo, zgradili 3 fakultete, 5 centrov za ravnanje z odpadki. 400.000 ljudi je dobilo dostop do pitne vode, 150.000 ljudi do nove kanalizacije. Na koncu zgrajenih je bilo kar 10 urgentnih centrov. V naslednji perspektivi predvidevajo naložbe v železniški promet v vrednosti dobri 2 milijardi evrov. Večji del od tega zajema v to vsoto, vključuje vrednost projekta drugega tira, ki pa bo financirana na drugačen način, kot vam je znano, z javno-zasebnim partnerstvom, tako da tukaj pravzaprav predstavljamo samo te projekte, ki pa bodo torej spet sofinancirani z evropskimi kohezijskimi sredstvi. In torej te cilje, ki smo jih zasledovali že v tej pretekli finančni perspektivi, zasledujemo tudi pri teh projektih vnaprej in se pomikamo sedaj po ostalem omrežju, torej nadgrajujemo odsek, še manjkajoči odsek med Slovensko Bistrico in Poljčanami, potem se premikamo od Celja proti Zidanemu mostu in od Ljubljane proti Divači. Skratka, na vseh teh odsekih bomo zagotovili evropske standarde in tudi na odseku med Mariborom in Šentiljem, kjer se v prvi fazi, torej do leta 2021, nadgrajuje obstoječa enotirna proga, v nadaljevanju pa je odvisno od potreb prometnih predvidena tudi dogradnja drugega tira. V okviru te perspektive se bo urejala tudi še ETCS sistem na odseku od Zidanega mosta proti meji s Hrvaško in na tem manjkajočem odseku od Pragerskega do Maribora in seveda pomembna bo tudi modernizacija oziroma nadgradnja ureditev vozlišča Pragersko. Lahko pa še tisti seveda izvlečni tir, ne smemo pozabiti, to je pravzaprav začetek gradnje drugega tira. Vrednost ocenjena je bila 25 milijonov evrov, zdaj ravno te dni je bila torej podpisana pogodba za gradbeni del tega projekta v višini 6 milijonov evrov, tako da v nadaljevanju se bo pa seveda oddajalo še druga dela. Kar naprej. Tako, kot rečeno, posodabljal se bo tudi odsek od Divače do Ljubljane, kjer bomo predvsem zmogljivost proge povečali, prepustnost proge in nosilnost in varnost. Kot že omenjeno, tudi Celje Zidani most je eden od pomembnejših projektov v tej naslednji perspektivi in ta manjkajoči odsek med dvema že moderniziranima odseka, med Slovensko Bistrico in Pragerskom in samo ureditev torej tega vozlišča Pragersko. Kot rečeno, še ta nadgradnja tega oziroma modernizacija tega obstoječega tira med Mariborom in Šentiljem in seveda vgradnja tega ETCS sistema, torej sistema vodenja prometa med Mariborom in Šentiljem in od Zidanega mosta do Dobrove. V Mursko Soboto je prišel predsednik Vlade Republike Slovenije, ki si je v vagonih dizelske lokomotive ogledal razstavo, ki je predstavljajo zgodovino železniškega prometa. Ključe stare dizelske lokomotive je premier simbolično predal strojevodji in se z delegacijo podal na prvo uradno vožnjo električnega vlaka. Nad vožnjo je bil seveda navdušen. Tako da izjemno sem navdušen nad tem, da smo uspeli to 109 km dolgo progo tako uspešno posodobiti, elektrificirati in pokazati, da Slovenija je moderna država, država, ki gleda v prihodnost in ki na ta način povezuje nas vse, ljudi, naša podjetja, s sosednjimi državami.
Slovesna prireditev je torej v petek požela veliko zanimanja in navdušenja. Svojega navdušenja ni skrival niti predsednik vlade Miro Cerar. Malo manj navdušeni pa so domačini, ki tik ob novi železniški postaji še vedno hodijo mimo propadajoče stavbe, ki kazi območje ob novi postaji. Električni vlak, ki naj bi vozil 160 km/h, pa med Mursko Soboto in Mačkovci takšne hitrosti še dolgo ne bo dosegel. Vozil bo po omejitvah, sicer bi prebivalci lahko imeli težave z oskrbo z električno energijo.